Povedali so mi, da ne vtikam nos v stvari, ki se me ne tičejo. To je oblika ekonomskega nasilja. In vsako ekonomsko nasilje je sovražno dejanje. Spravi, mene je zmotilo najprej ta očitek strani Evropske komisije, da Slovenija ni sodelovala. Slovenija se je potrudila sodelovati, vendar Banka Slovenije je bila tista, ki ni sodelovala. Slovenski organi so še preveč sodelovali, zato pa je vložena tožba. Kar pomeni pa pomemben precedens tudi za vse ostale države, ali je res to, da bo Evropska centralna banka lahko enemu organu, ne le v Sloveniji, tudi v Nemčiji, v Franciji, v Španiji, rekla, kaj lahko le-ta preiskuje v svoji lastni državi. Tukaj se brez nadaljnega zastavlja vprašanje, verjetno temeljnih vprašanj na področju prava, kako lahko Evropska centralna banka sama sebi s svojim aktom opredeli meje svojih pristojnosti in obveznosti. Prav res nedopustno, da imamo v 21. stoletju v Evropski uniji inštitucije, ki ne dovolijo nobenega nadzora in ki se postavijo nad celoten sistem razumevanja delitve oblasti. Kadar nekdo iz arhiva Evropske centralne banke pošlje tretjim osebam nek svoj dokument, neko sporočilo, elektronsko sporočilo ali nekaj podobnega, seveda ne moremo šteti takega sporočila za arhiv Evropske centralne banke. Evropske inštitucije bi morali biti res nek vzor demokratičnosti, transparentnosti, pa tudi ene kulture dialoga in pa seveda tudi prevzemanja odgovornosti, ko je to potrebno. Če bomo tole tožbo izgubili, bo po mojem mnenju to pomemben znak, da bo z Evropsko unijo prijel slej konc. Da smo ravno v tem času pa tudi strani združenja razkrili in sporočili, da je recimo iz samega spisa pravzaprav izginil naknadno ali pa niti ne bil prisoten dokument, zapis o temu, da je Svet Banke Slovenije odločal in že odločil na popolnoma drugačen način, kot ga poznamo in ki je pripeljal do omenjenih odločb in razlastitev, pa to v spisih ni prisotno, ni razvidno in da je pravzaprav to en sigurno temeljnih vprašanj, če se tovrstni dokumenti lahko umaknejo, odstranijo in niso prisotni, navkljub temu, da smo tudi s tem v zvezi sprožali postopke. Če ste zdaj pred začetkom gledali, ste videli, da Srebrna katedra skupaj z študentsko organizacijo organizira zanimive dogodke. Včasih gre za posamezna javna predavanja, drugič gre za okrogle mize na aktualna vprašanja. In tokrat smo se odločili, da bo okrogla miza o napovedani tožbi Evropske komisije proti Sloveniji zaradi zasega dokumentov Evropske centralne banke. Pa bi morda začeli kar z izjavo Draga Škete, generalnega državnega tožilca, ki je med drugim rekel, da ključna naloga tožilstva je, da zagotovi nemoteno, objektivno in strokovno delo policije in naprej prepreči vsakršne zunanje poskuse vplivanja na delo policije, pri čemer menimo, da nam je to tudi uspelo. Jaz sem šel do njega in sva skupaj z Domnom Končanom, ki mi je pomagal, sva naredila ta intervju. No, spoštovani generalni državni tožilec, gospod Drago Šketa, ali je predkazenski postopek kakorkoli uperjen zoper organe in funkcionarje Evropske unije? V predmetni zadevi lahko v bistvu potrdim, da je bila kazenska ovadba Nacionalnega preiskovalnega urada vložena izključno samo zoper slovenske državljane, ki so fizične osebe in tudi, ki so bile v kritičnem času zaposlene pri državnem organu v Republiki Sloveniji in ne v Evropski centralni banki. Kakšne bi bile posledice za predkazenski postopek, če bi bili izločeni vsi
zaseženi dokumenti Evropske centralne banke, pač po tistem njenem širokem tolmačenju, da je praktično vse tajno, kar se nanaša na njo. Ja, poglejte zdaj, eno stališče, katero zatrjujemo mi, da policija v okviru hišnih preiskav v banki ni zasegla arhivov Evropske centralne banke, temveč so ti dokumenti Banke Slovenije in ne sodijo v arhiv Evropske centralne banke, kar je bilo tudi potrjeno sklepom okrožnega sodišča v Ljubljani z dne 17. novembrom 2016. In seveda iz omenjenega izhaja, da tudi v Banki Slovenije ni arhivov Evropske centralne banke in tudi navedeno tudi je potrjeno s tem, da smo izključno korespondenco slovenskih državljanov zasegali. Hkrati, kakšne posledice naj bi imela to izločitev listin, pa pomeni tudi to dejstvo, da je odvisno od tega, katere listine in v kakšnem obsegu se izločijo. V konkretnem primeru seveda mi zatrjujemo, da so ti dokumenti last Banke Slovenije. No, glede na to, da Evropska unija v tej konkretni zadevi uporablja pravzaprav topove velikega kalibra, mislim na napoved tožbe Sloveniji, mislim na očitke, da krši Slovenija načelo lojalnega sodelovanja, s tem so povezane tudi grožnje z velikimi finančnimi kaznimi, pozneje, če bi prišlo do obsodbe, ali nima ta ves postopek in pritisk nekakšen posreden učinek na potek predkazenskega postopka. Poglejte, tožilstvo se ogreje od tega, kljub vsemu navedenemu poteka neodvisno predkazenski postopek, ovadba pri pristojnem državnem tožilcu in seveda je potrebno poudariti, da je tožilstvo storilo vse, da se zavaruje torej delovanje policije in ostalih organov, da se zagotovi nemoteno in strokovno delo. Kar se tiče načela lojalnega sodelovanja z EU, kot smo že poudarili, je bilo to načelo v celoti upoštevano. Še več, bistvo je preseglo določene okvirje zakona o kazenskem postopku, katerim gredo kot torej, stranskemu udeležencu, bi lahko rekli, dopustile so se jim določene stvari, da so lahko koordinirali pri zasegu, torej, da so sodelovali pri samem zasegu listin in dokumentacije, seveda ni pa jim bilo dovoljeno, da vplivajo na potek predkazenskega postopka in na delo državnih tožilcev, katere listine lahko uporabijo in katere ne. To s tem bi kršili nacionalni interes Republike Slovenije na ta način in bi tudi posegli v delo, neodvisno delo in kršili suverenost Republike Slovenije pri preiskovanju kaznivega dejanja, ki je bilo storjeno na področju Republike Slovenije zoper slovenske državljane. Tukaj pa državno tožilstvo vztraja pri tem, da bi šlo za nedopusten poseg v naš nacionalno pravo. No in če skleneva z vprašanjem, ki je v naslovu tudi današnje okrogle mize, se pravi z vprašanjem, ali Slovenija krši načelo lojalnega sodelovanja. Kako gledate na to načelo? Gre tukaj za enosmerno cesto, kjer mora biti, da tako rečem, Slovenija prijazna v razmerju do organov Evropske unije, da ne bi kršila prava Evropske unije, ali gre tukaj za medsebojno dvosmerno komunikacijo? Seveda, jaz razumem načelo lojalnega sodelovanja tako strani države Republike Slovenije, kot na drugi strani tudi strani Evropske centralne banke, katere pa žal do tega trenutka ni prišlo, vsaj po mojem osebnem mnenju. No, to je bila izjava gospoda Škete. Če pogledamo to izjavo, pa tudi izjavo ministrice za pravosodje Andreje Katič, bomo videli, da je tokrat, vsaj po moji oceni, država reagirala zelo jasno, odločno, tudi enotno. No, tukaj je pred vami izjava ministrice za pravosodje, ki pravi, stališče Evropske komisije bi v praksi pomenilo, da bi bilo za preiskavo potrebno vnaprejšnje soglasje Evropske centralne banke. To pa je za Slovenijo nesprejemljivo, saj je pri preiskavah element presenečenja ključen, priprave pa morajo potekati v tajnosti. To je pa z vidika predkazenskega oziroma kazenskega postopka pač prepričljivo stališče. Tisto, kar je bilo meni še iz javnih izjav ministrice Katičeve posebej všeč, je bila napoved,
oziroma najprej informacija in napoved o sodelovanju z drugimi zainteresiranimi državami. Ona je povedala, da je Slovenija že obvestila druge članice Evropske unije, kaj se dogaja v zvezi z tem vprašanjem in da poskuša dobiti podporo in sodelovanje. Dan. Kar naprej. Torej, gospa ministrica, prišli ste do popolnoma natančno v pravem trenutku. Mi smo poslušali že izjavo gospoda Škete, ki je bila posneta. In zdaj ste na vrsti vi, jaz sem tukaj povzel vaše stališče in tudi tisto, kar se mi je zdelo posebej pomembno, da je Slovenija že in da namerava tudi naprej sodelovati z drugimi državami članica Evropske unije okrog tega vprašanja. Pa vas prosim za nekaj takšnih uvodnih besed. Ja, lep pozdrav še enkrat in opravičilo. Zdaj, če govorimo o tej napovedi tožbe se strani Evropske komisije zaradi preiskave organov Slovenije v Banki Slovenije, je bilo naše stališče, moje stališče in tukaj se strinjam z generalnim državnim tožilcem, da so organi Banke Slovenije ravnali pravilno. Ves čas postopka so se naši organi preiskovalni, ves čas postopka so se trudili dobiti informacije strani Banke Slovenije, žal neuspešno. In tukaj je mene zbodla ta napoved oziroma komentar Evropske komisije oziroma pristojnih, da Slovenija ni sodelovala v tem postopku tako, kot bi morala, kajti to ne drži. Naši organi so poskušali z Banko Slovenije se dogovoriti, katere podatke potrebujejo, katere dokumente, vendar teh dokumentov niso dobili. In potem so na podlagi sodne odredbe naredili tudi hišno preiskavo in takrat se je začelo sklicevati tudi na imuniteto organov Evropske komisije oziroma Evropske centralne banke. Prej v tem postopku ne. Spravi, mene je zmotilo najprej ta očitek strani Evropske komisije, da Slovenija ni sodelovala. Slovenija se je potrudila sodelovati, vendar Banka Slovenije je bila tista, ki ni sodelovala. Drugo, kar pa se mi zdi zelo velik odmik od nekih načel transparentnosti, vladavine prava, tudi javno sodelovanja, da bi morala biti prav Evropska centralna banka, Evropska komisija, seveda tudi Banka Slovenije, te institucije, tiste, ki so prav tako dolžne spoštovati pravo in tudi ljudem, davkoplačevalcem v našem primeru, predložiti ustrezna pojasnila na odgovor na vprašanje, ali smo preplačali oziroma ali smo na prav način sanirali bančno luknjo. In sklopu tega moja podpora, tako predvsem tožilstvo, da so ravnali prav in ko bomo prejeli tožbo Evropske komisije, zaenkrat še ne vemo, kakšna vsebina, ampak verjamem, da bo to, bomo na njo tudi primerno odgovorili. Kar se tiče pa stališča, kaj so arhivi evropskih organov oziroma tukaj Evropske centralne banke, pa mislim, da bo to precedenčni primer ne samo pomemben za Slovenijo, ampak tudi za druge države. Kajti mi, evropska pravila kot taka nimajo natančno določeno, kaj so arhivi in kaj je vse tisto, kot spada pod imuniteto. In zato smo se mi že povezali in s tem primerom seznanili tudi druge države članice Evropske unije, da se aktivno vključijo in spremljajo, kako bo potekal ta razvoj dogodkov, ker bo to pomenilo pomembno določilo tudi za njih za prihodnje. Zagotovo pa menim, da Evropska komisija oziroma Evropska centralna banka na takšen način, da pravi, da so njihovi arhivi vse, kar recimo tudi pošljajo Banki Slovenije preko maila, da so to arhivi Evropske centralne banke, da gre tukaj za zelo, zelo široko interpretacijo arhivov in da to bo potem postopek pokazal, da smo imeli mi prav in da temu ni tako. Toliko za moj uvod. Ja. Jaz sem rekel že prej, da je pokazala slovenska politika in država zelo resen in enoten pogled na to vprašanje.
To pa po mojem mnenju ne pomeni, da bo enostavno pred sodiščem Evropske unije. Namreč to, kolikor imam jaz pregled in kolikor sem pri pripravah na to okroglo mizo lahko pogledal, nimamo nobenega podobnega primera, ki bi ga sodišče Evropske unije že obravnavalo. Je pa v vseh tistih primerih, v katerih je obravnavalo kršitev 7. protokola, se pravi protokola, ki govori o imunitetah, o položaju in tudi o nedotakljivosti arhivov, pa tudi v drugi praksi je sodišče Evropske unije vedno zelo široko razlagalo pristojnosti Evropske unije. Praktično nikoli restriktivno. Res je sicer, da je tukaj neko nasprotje v tem, da je sodišče izredno zavzeto reagiralo takrat, kadar je šlo za kazenske postopke v primeru kaznivih dejanj, ki so oškodovali tudi finance Evropske unije. In da bi z tega vidika seveda bilo pričakovati tukaj podporo za aktivnosti, ki jih vodi Slovenija, vendar kljub temu ta stvar ne bo enostavna. Jaz vidim, da sta dve vprašanje. Eno vprašanje je razlaga arhivov, kaj so to arhivi. Drugo vprašanje je pa to vprašanje iz naslova naše okrogle mize. Ali Slovenija krši načelo lojalnega sodelovanja. In naj vas vprašam, gospa ministrica, isto, kar sem vprašal že gospoda Šketo, mi imamo prednost, da smo že slišali njegov odgovor, ali je ta določba o obveznosti lojalnega sodelovanja določba, ki je enosmerna ulica, se pravi, da se mora lojalno obnašati in prijazno obnašati država članica nasproti Evropski uniji, ali gre tukaj za dvostranski promet, kjer se pričakuje tudi od Evropske unije takšen odnos do držav članic, do njihovih ustav, njihove ureditve in tako naprej. Ja, hvala. Zagotovo sem prej v tem svojem uvodu poskušala nasloviti tudi to, kar je zdaj vprašanje, da Evropska unija, vse države članice, predvsem pa če rečemo širše državljanke in državljani Evrope, učinkovito, logično pričakujemo, da bodo tudi organi Evropske unije delovali transparentno. Se pravi, da bodo spoštovali vsa načela, na podlagi katerih je zgrajena Evropska unija. In zagotovo bi tukaj moral biti interes tudi Evropske komisije, pa tudi Evropske centralne banke, da je javnosti predstavljeno in da imajo vsi organi, ki vršijo pristojnosti v posamezni državi, na voljo vse dokaze, s katerimi lahko učinkovito izvedejo tudi preiskavo. In sklopu tega je moj odgovor, da seveda, tako kot Evropska unija ali tukaj Evropska komisija ali Evropski parlament pričakuje, da bodo države članice izpolnjevale svoje obveznosti, tako tudi mi pričakujemo, da bodo evropski organi v najširšem smislu izpolnjevali svoje naloge skladno z vrednotami, na katerih stoji oziroma temelji Evropa. Hvala lepa. Z nami je tudi dr. Igor Šoltes, on je, kot veste, evropski poslanec, ampak je tudi nekdanji predsednik Računskega sodišča, zaradi tega posebej smo ga povabili na to okroglo mizo. Jaz se spomnim zlasti njegove izjave, ki se je nanašala na to, da tudi nekateri v Evropski uniji postavljajo vprašanje, ali Evropska unija ne razlaga preširoko in s tem ovira učinkovite kazenske postopke v primerih, ko te postopke izvajajo države članice Evropske unije. Želiš pa malo prej nekaj dodati v zvezi z dosedanjem? Prosim. Pravzaprav začel bi z besedo transparentnost. In mislim, da Evropska unija, govorim zdaj vse njene inštitucije, transparentnost zelo razume v tem pomenu svetega grala. Da vejo, da obstaja, ampak se zelo redko uspejo čisto dotakniti. In Evropska unija je preko svojih inštitucij, od parlamenta do Evropske komisije, tudi do sodišča Evropskih skupnosti, pokazala, da
pravica vedeti ni tako široko razumljena, kot si mi to predstavljamo. In da imajo državljani Evropske unije večkrat težavo priti do informacij, ki bi bile po našem razumevanju, recimo po našem dostopu do informacij javnega značaja, več kot očitno v interesu javnosti. Skratka, ko pride do tega trka, po eni strani, tako kot smo videli zdaj pri banki ECB-ju ali pa pri banki Sloveniji, te zaupnosti dokumentov in varovanja arhivov, ali pa v drugem primeru pravice do zasebnosti in pravice javnosti, se velikokrat da prednost tako pravici do zasebnosti kot pravici do, recimo v tem primeru, zaupnosti arhivov. Tako da bi se nekako bal preveč povedati. Moram reči, da v moji tej praksi 5 let v Evropskem parlamentu sem imel kar nekaj primerov, ko smo se soočali z velikimi težavami, tako pri komisiji kot pri Evropskem parlamentu, da smo prišli, oziroma nismo prišli do določenih dokumentov, govorim tudi o dokumentih, ki so zelo pomembne tudi za zdravje ljudi, govorimo o analizah, recimo uporabe pesticidov, kot je glifosat, ki jih komisija ima, pa jih ne pokaže javnosti, in mimogrede zdaj ta postopek pred Evropskim sodiščem. Spomnite se primera, ko je 40 novinarjev iz cele Evrope zahtevali podatke o tem, kako mi, evropski poslanci, porabimo sredstva za delovanje pisarn. In sam sem se zelo zauzemal, da to postane javni podatek, ker gre za javne sredstva, pa je sodišče v Evropski skupnosti odločilo, da gre v tem primeru za osebne podatke in da v tem primeru ima pravica do zasebnosti večjo moč, kot pa pravica javnosti vedeti. In to se meni zdelo popolnoma nerazumljivo. In to so naredili ravno ob 10. obletnici našega pooblaščenca do informacij javnega značaja in takrat sem izpostavil ta diskurs, kako Evropa se umika in zapira v svojo školjko nejavnosti. In še en primer bom povedal, preden grem na ta primer, kako težko prejema določenih podatkov. Evropsko računsko sodišče poroča Evropskemu parlamentu o porabi sredstev številnih, ne samo Evropske komisije pa Evropskega parlamenta, ampak tudi številnih komisij, številnih agencij, številnega tega subsektorja v evropskih inštitucijah. In Evropski parlament načeloma daje tako imenovane razrešnice vsako leto tem inštitucijam. En organ pa od leta 1988, to je prejšnje stoletje, če se ne motim, po našem štetju, do danes še nikoli ni dopustil vpogleda v svoje finančne podatke. In to je svet. In ko smo želeli pridobiti podatke in pa sploh informacijo, zakaj svet ne poroča o svoji porabi sredstev, je bil odgovor zelo, ne bom rekel lakoničen, ampak zelo tak zanimiv. Povedali so mi, da ne vtikam nos v stvari, ki se me ne tičejo, da predvsem pa, da je pravna podlaga v džentelmenskem dogovoru iz leta 1988, zato smo imeli to letnico, da se parlament in svet ne bosta med sabo napadali. In da oni spoštujo džentelmenski agreement in tako je. Lojalno sodelovanje. Tako, govorim pa o lojalnem sodelovanju, ki pa je, bom rekel, izvedena obveznost, ni glavna obveznost. In mislim, da tudi v tem primeru se bo skozi ta vidik tudi obravnavalo. No, ampak preden gre mogoče konkretno na vlogo računskega sodišča, bi dodal še to. Mislim, da bo ta case izjemno zanimiv. In zato je izjemno pomembno, kakšno obrambo bo Slovenija pripravila. In od tožbe, mislim, da imamo 2 meseca, da predstavimo argumente, zakaj je Slovenija tako ravnala. Tako kot je profesor Ribičič pravilno ugotovil, podobnega kejsa še ni bilo v praksi sodišč, tako da bo zelo zanimivo spremljati, v katero smer bo zavila tokrat bo zavilo sodišče. Izjemno pomembno je tudi, da so vključi čim več zainteresiranih držav. Jaz upam, da bo Združeno kraljestvo še nekaj časa, ampak kot kaže, še kar nekaj časa ostalo del te družine, ker mislim, da imajo zelo velik interes, kot tudi še nekatere druge države, mislim, da je še Švedska, Nemčija in še nekatere od večjih držav.
Druga stvar so pa kar ni nepomembno, so pa delničari in pa lastniki obveznih bank, katere so bile nacionalizirane na podlagi določb banke in oni po pogodbi imajo tudi možnost udeležbe. Skratka, tukaj bo rekel cel kup interesov, ki se bodo postavili nad stališče, ki ga zagovarja banka, ECB in Evropska komisija. Tisto, kar lahko izvedem iz tega vodnega dela o transparentnosti, je pa naslednje. V mojem prejšnji službi sem bil pač predsednik Računskega sodišča, se pravi najvišje vrhovne revizijske inštitucije, ki to je imelo v sloganu bdi nad potmi javnega denarja. In večkrat smo poskušali tudi vstopiti v sveto stavbo Banke Slovenije. Nikoli nismo čisto res vstopili. Ne bom rekel, da so nas pustili vedno pred vrati, ne, lahko smo vstopili tudi še do vratarja. Ampak želim reči, da nismo prebili te skrinje, skrivnosti. Celo v času predsedovanja, oziroma v času predsedništva dr. Danila Türka smo opravili širšo diskusijo pri predsedniku skupaj z guvernerji Banke Slovenije, ampak moram reči, nismo prišli daleč in smo vedeli, da edino, kar lahko naredimo, je, da spremenimo zakonodajo, čeprav to se mi zdeli skrajno, z pravnega stališča že sprevrženo, da moramo za tako stvar spreminjati zakon o banki, ker mislim, da na ta način rušimo eno pravno varnost. Predvsem pa je iz same že definicije, kdo je oseba javnega prava in kakšne so pristojnosti Računskega sodišča, popolnoma jasno, da ne gre pri Banki Slovenije za osebo zasebnega prava, katerega edini interes je recimo dobiček, ali pa morda je, pa pač imamo napačne podatke. In da že po tej definiciji, ki jo ima Računsko sodišče v svojem zakonu, je absolutno Banka Slovenije revidiranc. To se praktično ni zgodilo do jeseni 2017, ko se je spremenil zakon o Banki Slovenije, ki je dal poseben člen z namenom odprte poti za revizijo sanacije bank strani Računskega sodišča in če se ne motim, je tudi ta člen, če si ga natančno preberete, boste videli, da ima kar nekaj varoval, kaj vse pa Računsko sodišče kljub vsemu ne more delati. Predvsem lahko pregleduje obdobje v času se pravi do leta 2014, se pravi to tako imenovano zadnjih 14 let tako bančne luknje. Je pa toliko varoval, da se mi zdi, da so skozi postopek tudi v Državnem zboru kar nekako ta 52a člen omejili, da kljub dobri volji še vedno obstaja veliko ovir pri pridobivanju podatkov. Zlasti pa postavlja Banko Slovenije po mojem mnenju v popolnoma neupravičen, privilegiran položaj glede na ostale subjekte. Zlasti zato, ker je not izrecna alineja, da recimo Računsko sodišče ne more zahtevati razrešitev odgovorne osebe, tako kot lahko ravna pri drugih primerih tudi pri recimo ministrih, kar je bilo že večkrat povedano, do razlage prava in praks nadzora, se pravi, da to je izrecno izključeno v tem 52. členu Banki Slovenije. In ravno te nejasnosti, ki so se pojavile skozi vrsto let, niso pa značilne samo za Slovenijo. S podobnimi problemi so se vrsto let srečevale tudi druge vrhovne revizijske inštitucije po Evropi in ni bilo jasnega odgovora, kako v takih primerih ravnati. Ko sem bil še v prejšnji službi, ki se ukvarjala z javnimi naročili, smo imeli popolnoma isto vprašanje, ali je Banka Slovenije zavezana k spoštovanju javnofinančnih predpisov, tedaj tudi k spoštovanju zakona o javnih naročilih, ki smo imeli spet zelo različne podatke. Celo tako dalje se je šlo, da so rekli, da Banka Slovenija, ker ima zagotovljen zunanji nadzor preko ECB-ja, ni dovoljeno posegati oziroma ni dovoljen nadzor strani nacionalnih organov, kar se je kot nespremenjeno stališče pokazalo tudi v tem zadnjem primeru, ki ga danes obravnavamo. Bi pa pozoril še na nekaj, če smem.
In sicer na poročilo, ki ga je dalo pa Evropsko računsko sodišče letos, januarja, ko je se postavilo na stališče, da mora Evropska centralna banka dovoliti popoln pregled bančnega nadzora. S tem, da je izrecno postavljena distinkcija v tem delu, da to ne pomeni monetarnega nadzora. Gre za to, da se lahko pregleda tista ključna pristojnost, ki jo ima ECB in s tem tudi nacionalne banke, to pa je pregled delovanja in riziko delovanja enotnih mehanizmov ali pa enotnega mehanizma nadzora. To je najmočnejših stebrov monetarne unije, ki je zapisan že kar nekaj let, ampak in glavni cilji tega enotnega mehanizma nadzora, ki se nanaša na nov sistem bančnega nadzora v Evropi, je usmerjen v varnost in trdnost evropskega bančnega sistema, večjo finančno integracijo, stabilnost v Evropi in enotno izvajanje nadzora. Posledica ali pa razlog ustanovitve in postavitve tega enotnega mehanizma nadzora pa je bila ta zadnja finančna kriza, ki je pokazala, da nadzor praktično ni obstajal ali pa da je bil zelo slab. Ali pa tudi v tem, ko je bil slab, je dovoljeval posledice, ki so bile pogubne ne samo za javne finance, ampak tudi za nekatere države skoraj v popolnosti. Tako da revizori Evropskega računskega sodišča so pozvali tudi Evropski parlament, da ne ukrepa in da naj zagotovimo, da bo ECB odobrila popoln dostop do dokumentov, potrebnih za izvajanje revizij v zvezi z bančnim nadzorom, ker tako kot ravna v tem trenutku Banka Slovenije, se ne more izvesti ustrezna revizija in kar je zelo pomembno. Zakaj? Zato, ker obstaja še vedno veliko tveganje za javna sredstva, če nadzor ne bo deloval učinkovito. In kot veste, se gospodarstvo v Evropi zopet ohlaja. Nekateri znaki kažejo, da se lahko zgodi, da ta gospodarska rast počasi, da ta trend ne bo več tako silovit, kot je bil. Naši sosedje, Italijani, že razmišljajo o zlatu in prodaji zlata iz svojih rezerv. Dobro, te dni v Strasbourgu, iz katerega sem se vrnil danes, je bil sploh intenziven zaradi govorov nekaterih predstavnikov italijanske vlade, predsednika italijanske vlade in pa seveda tudi prejšnjo nedeljo gospoda Tajanja, predsednika parlamenta. Ampak želim reči, da evropske inštitucije bi morali biti res nek vzor demokratičnosti, transparentnosti, pa tudi ene kulture dialoga in pa seveda tudi prevzemanja odgovornosti, ko je to potrebno. In moram reči, da žal vedno ni tako. In tudi to, težava, s katero se sooča Evropsko računsko sodišče in tudi druge nadzorne inštitucije, se pravi računska sodišča po državah članicah, kaže na to, da v dolgoletnih razgovorih z Evropsko centralno banko nikoli ni bilo resnega napredka in nikoli ni bila podprta zahteva, da se zagotovi pravica dostopa do dokumentov v zvezi z bančnim nadzorom in da se spremenijo sedanje uredbe, da bi razjasnile, da imajo revizori dostop do vseh relevantnih dokumentov. Tisto, kar se želi, je predvsem to, ravno zaradi odprave tveganj za nedelovanje sistema, da se zagotovijo polna pooblastila za revidiranje nadzornih dejavnosti, ker so tveganja, kar je pokazala zadnja finančna kriza, vseeno prevelika in ker so te novi nadzorni mehanizmi preveč kompleksni, da bi bili skoncentrirani brez ustreznega nadzora samo v eni inštituciji. Ker ECB preko teh svojih, ne bom rekel satelitov, ampak tako imenovanih domačih bank, teh večjih, kontrolira 80% celotnega bančnega sektorja. Potem imate zraven še te tako imenovane manj pomembne banke, ki kontrolirajo nacionalne banke,
oziroma nacionalne banke, ja. Vendar tudi v tem delu je ta komunikacija prepuščena samo relaciji centralna banka, ECB, nacionalne banke. Ravno tega zunanjega nadzora, ne parlamentarnega, ne revizijskega, pa praktično ni. In mislim, da ravno zato je ta tožba toliko bolj pomembna, ne samo zaradi, seveda najbolj zaradi Slovenije, absolutno in preko naših interesov, ampak tudi za celo Evropsko unijo, da se že enkrat, če zelo, spoštovani profesor, se opravičujem, ampak če rečem, da se ta enigma ali pa ta mit o sveti kravi enkrat razbije. Ne? Ker zdi se mi prav res nedopustno, da imamo v 21. stoletju v Evropski uniji inštitucije, ki ne dovolijo nobenega nadzora in ki se postavijo nad celoten sistem razumevanja delitve oblasti. To mogoče v krajšem uvodu. Ja, hvala lepa. Tukaj imate pred sabo ta 4. člen pogodbe o Evropski uniji, ki govori o lojalnem sodelovanju, prvi odstavek. Druga dva odstavka že bolj sta, bi rekel, enostranska, prvi odstavek je pa kristalno jasen, govori o načelu lojalnega sodelovanja, medsebojnem spoštovanju, skratka z obeh strani, ne samo z ene strani. Tudi, da ne bo nesporazuma, jaz zelo spoštujem tiste odločitve sodišča Evropske unije, zlasti iz 90. let, kjer je takrat, ko je šlo za neko blokado razvoja Evropske unije, naredilo neke pomembne korake naprej v razvijanju Evropske unije, pa tudi spoštovanju prava Evropske unije na celotnem ozemlju vseh držav in tako naprej. Vendar pa, da pozneje, zlasti moje največje razočaranje je bilo takrat, ko je šlo za pristop k Evropski konvenciji za človekove pravice. Ne zato, ker bi mi to zahtevali, kaj s tem profesori prava človekovih pravic, ampak zaradi tega, ker je to zapisano v aktih, v pogodbi o Evropski uniji, zapisano, Evropska unija pristopa ali pa bo pristopila, zdaj to različni možni, pa ni pristopila, ne samo, da je poskušala pristopiti z precej mencanja in tako naprej, ampak je sodišče Evropske unije sprejelo odločitev, ki jo jaz berem tako, da ne samo, da zanika skladnost ponujenega modela pristopa z pravom Evropske unije, ampak da sploh ne vidi prave poti, da bi bilo možno v skladu z pravom Evropske unije pristopiti k Evropski konvenciji za človekove pravice. Ker to seveda pomeni, da se je treba podrediti standardom, pa mislim, da to ni temeljni problem standardov iz konvencije, ampak tudi razlagam Evropskega sodišča za človekove pravice, ki seveda za celotno Evropo, za vse države daje zavezujočo razlago tega, kaj je Evropska konvencija. Pa da se malo lotimo še tega drugega vprašanja glede arhivov. Tukaj imate en kratek povzetek samo enega stališča Mateja Aubla. Redko se zgodi, da znanost pohiti z neko analizo, ki je za današnjo razpravo zelo pomembna. On vas lepo pozdravlja, danes je moral biti v Mariboru, jaz sem ga povabil, da pride na to okroglo mizo. On je sicer diplomant te fakultete, pa je zdaj profesor na fakulteti za državne in evropske študije. On je napisal članek o Evropski centralni banki in nacionalnem kazenskem postopku in je v njem zastopal zelo jasno stališče, pa ki je posebej dragoceno zato, ker se je skliceval na razne odločitve zlasti zahodnoevropskih najvišjih sodišč, ki pravijo približno tako, da kadar nekdo iz arhiva Evropske centralne banke pošlje tretjim osebam nek svoj dokument, neko sporočilo, elektronsko sporočilo ali nekaj podobnega, seveda ne moremo šteti takega sporočila za arhiv Evropske centralne banke. Ampak vam svetujem, zlasti študentom, vam svetujem čitanje tega prispevka, ki se opredeljuje tudi do drugih
vprašanj, ki pa tudi kaže, da ne bo enostavno pred sodiščem Evropske unije. No, rad bi omenil to, da je Zvonko Fišer, naš profesor in državni tožilec, bil takrat generalni državni tožilec, ko se je zaseg dokumentov zgodil, ne, in da je on pravzaprav tisti, ki je reagiral zelo jasno in uspešno, z manj nekimi širokimi izjavami, ampak vendarle z zelo trdnim in jasnim stališčem. In tukaj je res priložnost, da dobimo od sodišča Evropske unije neko načelno stališče zaradi tega, ker niso, da tako rečem, na prangerju, niso osumljeni funkcionarji Evropske unije in uslužbenci Evropske unije, niso na prangerju dokumenti Evropske unije, ampak to, da se razčisti, kaj se je dogajalo pri reševanju bančne luknje v Sloveniji. Zdaj bi pa, kolega Pintar, tebe prosil, če kratko, če se ti zdi potrebno, da kratko povzameš to vašo izjavo. No, jaz sem ti napisal, da se mi zdi zelo ostra, radikalno ostra. Kaj praviš? Ja, jaz mislim, da bi bilo treba par besed reči. Predvsem zato, ker naš pogled v naši sintezi koaliciji civilne družbe je drugačen, ni legalistično pravn. In zato seveda mi opazujemo druge stvari in jih tudi drugače doživljamo in poimenujemo. Vi govorite o tožbi kot o pravnem aktu. Tožba je pravni akt. Odločitev, da bo ECB tožila, je pa politično dejanje. In tisto, na kar smo mi obrnili naš fokus, je, zakaj se je ECB odločila, da bo šla na majhno ubogo gospodarstvo in njeno državno strukturo tožiti. To je politično vprašanje. No in mi mislimo, da ko se bo treba pripraviti in odgovoriti na to tožbo, bo treba dobiti ustrezne odgovore v pravnem smislu, o tem je bilo tu govorjeno, jaz se strinjam, to bo z pravnega vidika zanimivo za številne države, bom tudi rekel, zakaj posebej. In seveda tu jaz nimam kaj dodati, zelo lepo je bilo povedano. Vendar, ker je to politično dejanje, je treba se vprašati, zakaj in ali iz tega dejanja izhajajo tudi kakšne posledice za nas, ko se bomo odločali, ali se in kako se bomo branili. Kako se bomo branili je predvsem pravno, ali se bomo, je pa predvsem politično vprašanje. In jaz nisem siguren, da vi pravniki lahko tisti prvi del zanemarite, ker res čutim kar precejšno stopno mlačnosti vlade pri iskanju odgovora, kako se braniti. Zdaj pa čisto na kratko. Mi očitamo v zvezi s to tožbo, da so zadaj 4 razlogi, 4 stvari razumemo. Prvič, mislimo, da je zadaj poskus, da ECB dokončno zakrije sledi, kako je bilo njeno delovanje v celotnem obdobju in tolmačenju državnega reševanja državne banke, neskladno z zakoni, nestrokovno in na nekaterih mestih tudi zelo moralno vprašljivo. Drugič, mi mislimo, da je ta tožba poskus discipliniranja manjših držav. To se nam neprestano dogaja tudi na drugih področjih, ne bom širil misli. Tretjič, mislimo, in to je zdaj zelo zanimivo, da s tako tožbo ECB praktično poskuša povečevati svoje pristojnosti na področja, na katerih so sporne ali jih sploh nima, in s takimi tožbami, če bo uspela, bo ona svojo moč
ta pa izvira iz kapitalskih struktur nadnacionalnih, jo bo povečevala na celo vrsto področji, ki so zelo človeška. No in četrta zadeva, mi smo zaskrbljeni. Že leta čutimo povečan pritisk nosilcev kapitalskih interesov, tudi na druga, ampak tudi na naše gospodarstvo, od prodaja bank, uzurpiranje Banke Slovenije in zdaj pravna utemeljitev, da so ti interesi nedotakljivi, so verjetno zelo nevarna stvar za gospodarstvo Slovenije. Z vidika, kdo bo imel informacije in z vidika, kdo bo lahko ukrepal. Na to smo mi opozorili in končal bi s tem. Mislim, da seveda, če bo Slovenija stisnila rep med noge, kot ga je v zadnjih primerih podobnega pravnega nasilja kapitalskih interesov nad Slovenijo, se bo to ne samo nadaljevalo in povečevalo, ampak lahko v kriznih obdobjih postane izjemno nevarno. Hvala lepa. Hvala lepa. No, ta opozorila so na mestu, zlasti v tem smislu so dodaten argument za to, da je treba se res celovito pripraviti za obrambo Slovenije pred sodiščem Evropske unije. Ampak tam seveda mi ne bomo napadali, ne? Tam bojo naši predstavniki v obrambni poziciji. Je treba vse sposobnosti usmeriti v učinkovito obrambo naših pozicij in pomembno je to pri tem sodelovanje, ki sem ga že omenil, z drugimi pomembnejšimi državami. Prosim. Ja, jaz bi v bistvu komentirala dvoje. Najprej to, seveda je pomembno sodelovanje z drugimi državami in sklopu tem smo mi takoj, ko smo bili presenečeni, da smo dobili to napoved tožbe, ker off the record podatki so bili, da to ne bo, pa potem je prišlo do določenih pritiskov, je bila tožba tudi napovedana, ampak to prenašam čveke, ki imajo verjetno kje tudi podlago. Zato smo takoj se povezali tudi z drugimi državami, predvsem tukaj v smislu tega, kot vi rečete, da je to pritisk na manjše države članice z tistimi, ki imamo tako ali drugače že tesno sodelovanje zaradi tega, ker smo recimo malo manjši kot nekateri drugi, predvsem pa tudi na neke naše stalne partnerice, kar tudi za njih to pomeni v bodočnosti nek zelo pomemben precedens. Bi pa sama reagirala na to, kar ste rekli, da čutite pri vladi mlačen odziv. Mislim, da se je Ministrstvo za pravosodje, ki je v preteklosti tudi vodilo odgovore oziroma pripravo odgovorov v zvezi z našimi postopki, tukaj zelo angažiralo, da smo tudi takoj ob napovedi dali ustrezno tolmačenje in sama sem tudi predsedniku vlade takoj poročala o preteklih postopkih, kako je bilo in tudi z generalnim državnim tožilcem smo na vezi. Verjamem pa, da bo priprava odgovora zahtevno in tukaj bomo res potrebovali se povezati z strokovnjaki, ne le govorimo čisto o pravnih strokovnjakih, ampak najširše, da bomo pripravili tudi ustrezni odgovor. Seveda že zdaj se pripravljamo, se bomo pripravljali, potem pa še bolj, ko bomo dobili tudi samo tožbo. Mogoče zakaj v neki širši javnosti ni bilo bolj prepoznano to kot neka zelo pomembna ali pa top tema, mogoče tudi zaradi tega, ker je zdaj vlada nova. Te postopke je bilo vodeno že v času prejšnje vlade, prišlo, da tudi, mislim, tudi predsednik vlade sam tako podrobne v preteklosti ni bil seznanjen s tem, ampak zagotovo je bila najna skupna odločitev, da tukaj smo ravnali v preteklosti prav in da bomo naredili vse, da bomo zaščitili naše organe, da so ravnali prav in najodločnejše napovedali tudi odgovor na tožbo, ko jo bomo prejeli. Ja, hvala lepa. No, jaz sem želel ravno na ta vidik, ko sem se pripravljal na to okroglo mizo, tudi na ta vidik upozoriti in sem se pogovarjal z gospo Ano Stanič, ugledno odvetnico, ki ima sedež v Londonu, saj tukaj je prisotna sestra in njen sodelavec.
In ona nam je pisno napisala svoje mnenje, ki ga imate tukaj pred sabo, en kratek povzetek. Uspešnost zahtevka komisije bo v veliki meri odvisna od tega, kako dobro bo Slovenija predstavila svojo obrambo, vključno z argumenti, ki jih bo podala glede preglednosti in odgovornosti za delovanje institucij Evropske unije pod določbami prava EU in prava človekovih pravic. Uspešnost bo odvisna tudi od predstavitve korakov, ki jih je izvedla Slovenija za ohranitev nedotakljivosti arhivov Evropske centralne banke, ko je prišlo do zaplembe dokumentov Banke Slovenije, ter na kakšni podlagi so le-ti bili zaseženi. In drugo opozorilo, menim, da je potrebno tožbo obraniti z vsemi možnimi pravnimi argumenti. Če bo Slovenija tako ravnala, bo pri tem pridobila tudi podporo drugih držav članic in tukaj sta spet omenjeni, ko sta že bili zlasti dve državi ob Veliki Britaniji, ki ne vemo, ali ne omenjamo, Nemčija in Švedska. Kajti kar nekajkrat se je pokazalo, da kadar gre za veliko državo, znajo biti odločitve organov Evropske unije drugačne kot takrat, ko gre za osamljeno majhno državo. Jaz mislim, da pri sodišču Evropske unije bi se to moralo manj čutiti, ne? Ampak ta trenutek, ko tožba še ni vložena, ne, ko je odvisno od Evropske komisije, ali bo vložena ali ne bo vložena, mislim, da je to zavezništvo že zelo pomembno v tem trenutku, ne šele potem, ko bo morda nekoliko vendarle lažje prepričevati evropske sodnike v slovenski prav. Prosim. Ja, jaz bi mogoče pri pripravi odgovorov na tožbo dodal še res ta vidik, da pač Evropska unija in njene inštitucije, vključno z Banko Slovenije, niso namenjene samemu sebi ali pa samim sebi, niti niso namenjene zgolj ščitenju kapitalskih interesov, ampak obratno, mora biti usmerjene v interese ljudi. Tega pa ni, ali pa temu ni tako. In ravno se mi zdi pomemben ta vidik tudi opozoriti in reči, poleg seveda strogo pravnih argumentov, ki bodo odgovorili na ta vprašanja arhivov, dokot seže definicija arhiva na eni strani in po drugi strani te sporedne ali pa dolžnostnega ravnanja sodelovanja, kako pravzaprav si to razlagate, je to res enosmerno ali je to dvostranska poteza, kaj se dejansko delo, po drugi strani pa ravno to dejstvo. Pač banka, ECB in s tem Banka Slovenije imajo preveč pomembno vlogo na monetarnem trgu, da bi bile prepuščene same sebi. In da potrebujejo, tako kot vsaka inštitucija, nadzor. Po eni strani civilni nadzor, po drugi strani institucionalni nadzor. In zato imamo inštitucije, ki to počnejo. Ne govorimo o kontroli monetarne politike, ki je stvar, ki je politični dogovor. Govorimo pa o izvrševanju pristojnosti. In če govorimo o enotnem mehanizmu nadzora kot enem glavnem stebru monetarne unije, potem to absolutno mora biti predmet nadzora. In v tem odgovoru je treba skozi stranska vrata pripeljati tudi ta del potrebe po nadzoru zaradi tveganj, ki so se pokazala kot zelo upravičena v času gospodarske oziroma ekonomske krize. Ker če bi, zdaj pa teoretično, nadzor ustrezen obstajal že prej, ali bi bile posledice tako katastrofalne, kot so bile v času finančne krize, ali ne bi bilo mogoče pravočasno z ustreznimi ukrepi, ki jih pa in pristojnostmi, ki jih ECB sigurno ima, preprečiti marsikateri propad banke. Ali pa, če nadaljujem, v primeru Slovenije, preprečiti dokapitalizacijo, ki je bila morda previsoka, prenizka, bančna luknja, njen obseg, stvar seveda nadzora, ampak zakaj tapamo v temi, če govorimo o javnih sredstvih, ali pa tudi o javnih sredstvih. In zaradi tega govorim, da pri odgovoru na tožbe, poleg tega formalno-pravnega vidika, absolutno tudi ta vidik delovanja Evropske unije, poslanstva, misije in to, kar je ministrica na začetku rekla, vrednot, tudi rule of law, na podlagi katerih Evropska unija stoji ali pade.
In to je tisto ključno sporočilo, ki mora biti, po mojem mnenju, tudi v eni od fusnot ali pa v enem od bolj danih delov tega odgovora na tožbo. In na tem delu sem prepričan, da dobimo podporo drugih držav članic. In to pa je ta potem spopad inštitucij do malih držav in velikega škornja in teptanja in pa sodelovanja in sinergije, ki pa spet kliče potem pojačanju subsidijarnosti na eni strani in kopičenju in koncentraciji moči na drugi strani, kar je odlično uspelo v narekovajih ECB. In dolgo let brez take diskusije, kot jo vodimo zadnji čas. In ne želim, da bi se zgodila še ena finančna katastrofa, še en finančni fiasko, zaradi tega, ker ne bi pravočasno pritisnili na izvedbo nadzora in preprečili morebitno škodo, ki zaradi pomanjkanja tega lahko nastane. Jaz bi omenil še nekaj, kar je kolega Pintar rekel in kar jaz tudi čutim na podlagi nekih drugih primerov, ne tistih, ki so jih oni obravnavali, pa ne bom zlorabljal zdaj te okrogle mize za te konkretne primere, ampak mi imamo novo vlado in marsikaj je drugače, odkar je ta nova vlada. Čeprav bi lahko rekli, da so sorodne politične stranke v njej, ampak čutiti je, jaz bi rekel, iz tedna v teden je čutiti, da se poskušajo tisti, ki so imeli v ozadju prejšnje vlade pomembno vlogo, se poskušajo to vlado potisniti nazaj na stare tirnice. Ne bom tokrat bolj konkreten, ampak namenoma ne, ampak poskus je, da se, bi rekel, na nižjih ravneh, ki so nekje, od državnega sekretarja navzdol, poskuša sklicevati na stara stališča, kot da nimamo nove vlade, novih ministrov, nove koalicijske pogodbe in zaveze. In jaz vem, da čez nekaj mesecev ne bomo več govorili o novi vladi in je pomembno, da čim bolj zdrži v neki taki poziciji, da hoče inovativno delovati v slovenski politiki. To nekako kliče v komentarju. Zagotovo ena izmed osrednjih nalog slovenske vlade trenutno je že tudi priprava na predsedovanje. In tukaj se mogoče vidi, ko mi kot ministri nekako predstavljamo naše mnenje na ministerialih, pa potem tudi pri nekem, če lahko uporabim izraz middle managementu, kako smo včasih relativno res v tistih naših prvih gradivih hlapčevskih do evropskih institucij. Mene to osebno zelo moti, na to sem pozorila že v preteklosti, na to opozarjam tudi zdaj. Mogoče tukaj res pričakujem tudi pri tem srednjem stebru slovenske državne uprave več trde ali pokončne hrbtenice, ko zagotavljamo ali pa nekako zastopamo interese Slovenije napram drugim državam članicam oziroma naš položaj v Evropski uniji kot taki, zlasti na Ministrstvu za zunanje zadeve. Mi se pogovarjamo, jaz imam srečo, da prihajam v trojki, se pravi Nemčija, Portugalska, Slovenija tudi, kjer smo kolegice vse socialne demokratke, pa nočem zdaj tukaj kakorkoli že politično vleči, ampak top tema, ki potem ni prišla se strani Slovenije, ampak je bila Nemčija tista, ki je prva predlagala, da bi naj bila neka vzporednica ali pa neka nit celotnega našega predsedovanja naj bi bila rule of law. Se pravi vladavina prava, vladavina vseh tistih vrednot, na katerih Evropa stoji, na katerih Evropska unija postavljena. V sklopu tega tudi sedaj lahko vršimo že vse naše prizadevanje, tudi v povezavi s tem lojalnosti organov, da vežemo na to in tudi tu je ena priložnost, da lahko rečemo, kako tudi v prihodnje. Bi pa mogoče izpostavila tukaj, ko smo govorili zdaj v bistvu teh vidikih nekaj širšega konteksta, lojalnosti, interesov, kaj to pomeni za druge države, kako širok je ta pojem arhiv Evropske unije, imunitete Evropske unije, da mi gledamo tudi že neke določene druge case, zdaj res preigravamo, kaj bi še bilo možno in smo našli en case, kjer pa je Evropsko sodišče že obravnavalo primer, ko se je, mislim, da je bila Italija, ko je neko podjetje tožilo eno pokrajino
zaradi evropskih sredstev postavili na stališče, da so to sredstva Evropske unije in kot take ne morejo biti del te mase, s katere bi se lahko podjetje spoplačalo, ampak je bilo takrat stališče, da to ni, ker je bilo to predano Italiji, je to premoženje Italije, če zdaj zelo poenostavim, in je lahko kot tako tudi del teh sredstev, s katerega se lahko upniki poplačajo. Tako da, če mi nekako vlečemo neke vzporednice, govorimo o denarnem toku, govorimo o toku podatkov, ampak čim več takih konkretnih caseov je potrebno tudi najti. Ja. No, zdaj pa prehajamo na diskusijo iz publike. Vse slovensko združenje malih delničarjev je pokazalo poseben interes za tole okroglo mizo, oni tudi snemajo danes to okroglo mizo, pa boste vsi dobili potem podatek o tem, kako si lahko ogledate posnetek današnje okrogle mize. Kristjan Verbič, boš. Najlepša hvala za besedo, predvsem pa čestitke za organizacijo takšnega dogodka, vsekakor sila aktualnega in pomembnega v tem času. Kar se tiče Vseslovenskega združenja malih delničarjev, v kontekstu današnje tematike morda zgolj naslednje. Mi smo bodisi sprožili, bodisi koordinirali in peljali postopke vezane na tako imenovane izbrise oziroma razlastitve konec leta 2013, ki so bili izvedeni strani odločb po izrednih ukrepih Banke Slovenije. Zatem seveda z pobudo presoje ustavnosti zakona o bančništvu, za katerega je danes že znano, da je vsaj v delu protiustaven. Pravzaprav je več kot 2 leti in pol, odkar je Ustavno sodišče že s tem v zvezi sprejelo odločitev. Žal še nimamo zakonske rešitve. V tem času smo vložili tudi tožbe pred upravnim sodiščem, odškodninske tožbe tako zoper banke kot Banko Slovenije in pa tudi kazensko ovadbo zoper vodstvo Banke Slovenije, torej prejšnje vodstvo, ki je seveda ena od zadev morda v kontekstu tega, da so bile opravljene in tudi sporočeno strani organov pregona, da so bile opravljene preiskave, rezultati, o čemer je danes tudi govora, ki so pravzaprav tik pred koncem lanskega leta, torej nedavno tega, pripeljali tudi do tega, da je Nacionalni preiskovalni urad vložil, kot je sporočil na tožilstvo, ovadbo. Tako da po tej plati je kar nekaj momentov, bi se mi pa zdelo danes smiselno, da izpostavim nekatere zadeve, ki smo jih tudi, pa so relevantni za morebitno tožbo in postopek strani Evropske komisije oziroma Evropske centralne banke. Skratka, v tej tematiki smo, in morda je to novo, glede na to, da je jedro spora pri vsej zadevi, seveda vprašanje cenitev, ki jih je kot podlago teh razlastitev naročila in usmerjala Banka Slovenije, sila pomembno, verjetno tudi v postopkih same obrambe, in pri tem jasno soglašam z predstavljenimi stališči in me veseli, da pravzaprav slišim tako strani uradnih predstavnikov, kot tudi drugih predstavnikov civilne družbe, da so pripoznali potrebo, da se v tem primeru res treba ne samo ustrezno organizacijsko pripraviti, pa tudi sicer povezati za obrambo stališč, da je eno od takih vprašanj relevantnih preko slej to, da smo strokovnimi sodelavci združenja v tem času pridobili tudi pisno uradno stališče Evropske centralne banke, s katerim nam je ta sporočila, da cenitve niso del dokumentacije Evropske centralne banke. In kot rečeno, je to seveda njihovo uradno stališče, ki nam je bilo, glede na vprašanja, ki smo jih na njih naslavljali, sporočeno, kakor tudi, da je naslednje dejstvo sila relevantno v tej zvezi, da je zakon o
bančništvu ZBAN 1L, ki je v tem smislu seveda bil predmet obravnave in presoje ustavnosti, pripravljala Banka Slovenije, to je tudi javno bilo sporočeno in znano v sodelovanju sicer z Ministrstvom za finance, in da je v tem zakonu, s katerim se je, kot je bilo sporočeno, strinjala tudi Evropska centralna banka, bilo predvideno, da prizadete banke lahko sprožijo postopke sodnega varstva zoper odločbe v izrednih ukrepih pred sodiščem, slovenskim sodiščem, kar pomeni, da je več kot očitno, da torej pristojnost slovenskih sodišč, da preverijo zakonitost in pravilnost tega upravnega postopka izdaje odločb o izrednih ukrepih, ni bila sporna ne za Banko Slovenije, niti ne za Evropsko centralno banko. In torej, če pristojnosti sodišč zanje ni sporna, verjetno ne more biti niti sporna pristojnost organov odkrivanja in pregona, ker gre v obeh primerih za razmerje do evropskih organov strani organov Republike Slovenije. Naslednji moment, pogosto smo zasledili sklicevanje na sklep ECB številka 2016/1162 o razkritju zaupnih informacij v okviru preiskovanja kaznivih dejanj. Tukaj se brez nadaljnega zastavlja vprašanje, verjetno temeljnih vprašanj na področju prava, kako lahko Evropska centralna banka sama sebi svojim aktom opredeli meje svojih pristojnosti in obveznosti. Je morda sama Evropska centralna banka, torej nosilka suverenih pravic iz tega naslova. Do vseh vprašanj, na katere je bilo danes več ali manj že odgovorjeno in pojasneno, vključno seveda z 3. odstavkom 4. člena pogodbe v Evropski uniji in tega, kar je sam naslov tega današnjega srečanja in cenjenega zbora, bi pri tem seveda želel še enkrat podčrtati, da je tudi naša ugotovitev in stališče, da seveda uresničevanje načela lojalnega sodelovanja predstavlja prizadevanja vseh vpletenih, torej institucij Evropske unije in držav članic, da delujejo v skladu s pravom Evropske unije in skupaj izvršujejo in zasledujejo njene cilje. Ko se je zastavilo vprašanje in s tem bi skušal skleniti, zakaj strani kolega dr. Pintarja ravno zoper Slovenijo takšni postopki, naj pri tem upozorim na naslednje dejstvo. Ne samo ta primer, ki prav gotovo je precedenčen tudi po naši vednosti in videnju, pač pa je takšen primer tudi že sam način razlastitev, kakor je bil v Sloveniji opravljen. Torej, takšnega primera v nobeni državi članic ni bilo in tovrstnih zahtev, navkljub temu, da je bilo razlogov, to danes že vemo, prav gotovo manj. Še več, morda pri tem samo eno zgovorno dejstvo, tudi v skrajnem primeru, recimo v primeru Grčije, so do danes vsaj v določeni meri, v različnih primerih različnih bank v različni meri, ampak vendarle povsod vlagatelji dobili vsaj deloma poplačane svoje vložke, medtem ko je Slovenija seveda s svojimi javnimi sredstvi, torej naši davkoplačevalci, ne samo prispevala sredstva za Grčijo in reševanje vprašanja, kakor tudi seveda garancije, na drugi strani pa iz tega naslova edino pri nas ta vprašanja niso rešena in naslovljena. Morda je znak, ki ga kaže pozdraviti, da je vendarle, ko je bilo govora o novi vladi, bilo ravno pred tednom dni sporočeno in v javno razpravo dan nov zakon, ki naj bi uredil ta položaj, pa naj s tem v zvezi vseeno izrazim in se tudi pridružim nekaterim pomislekom dr. Ribičiča, da je vprašanje nekaterih predstavnikov tudi in akterjev, ki so bili neposredno udeleženi v procesih omenjenih razlastitev v prejšnji vladi in v predprejšnji vladi in tudi v prejšnji in mandatih,
da se pravzaprav še vedno isti akteri pri pripravi tudi tokratnega zakona pojavljajo, je njihova prisotnost žal očitna in kot rečeno, s tem bi res želel skleniti, ker smo ravno v kontekstu pravne fakultete, morda tudi za študente zanimivo eno od temeljnih vprašanj prava, da smo ravno v tem času pa tudi strani združenja razkrili in sporočili, da je recimo iz samega spisa pravzaprav izginil naknadno ali pa niti ne bil prisoten dokument, zapis o temu, da je Svet Banke Slovenije odločal in že odločil na popolnoma drugačen način, kot ga poznamo in ki je pripeljal do omenjenih odločb in razlastitev, pa to v spisih ni prisotno, ni razvidno in da je pravzaprav to en sigurno temeljnih vprašanj, če se tovrstni dokumenti lahko umaknejo, odstranijo in niso prisotni, navkljub temu, da smo tudi s tem v zvezi sprožali postopke. Zato je, in s tem zaključujem, bilo seveda tudi podano pobuda, zahteva na upravno inšpekcijo, da to razišče. Iz tega naslova imamo seveda tudi nekaj upanja, da se vendarle izkaže, da so bili tukaj ne samo prisotni odstranitve ključnih dokumentov in je vsekakor kriminalno dejanje, pač pa tudi, kot je razvidno iz korespondence takratnega guvernerja Banke Slovenije, pritiski zunanjih višjih nivojev, kot se je dobesedno izrazil, še vedno čaka na high level decision, kar pa dobro vemo, da je tudi popolnoma nesprejemljivo v takšnem upravnem postopku. Hvala lepa za priložnost in besedo. Hvala. Zdaj, če enih 10 minut moramo zaključiti, da nas ne bojo zaklenili v hišo, v klet pravzaprav, ja. Ampak še vedno je, preden prosim panelista za neko zaključno besedo, bi bil čas še za kakšno vprašanje. Prosim, ja. Zdaj najstarejši, pa sem v svojem življenju imel priliko doživljati veliko nasilij, nespoštovanja prava in tako naprej v bivšem režimu, v povojnih časih in tako naprej. Aktivno sem spremljal tudi to, kar se je dogajalo v zvezi z sanacijo bank leta 2013. Jaz moram reči, da nikoli v življenju nisem zaznal toliko enega nasilja, kot ga je v tem primeru centralna banka izvajala nad Slovenijo. Sicer prefinjeno, ampak brez vsakega spoštovanja, torej pravnih norm in tako naprej. Poslušajte, ta država, ta naša unija, ki želimo vsi najboljše, bo razpadla, če bo s tako prakso nadaljevala. Z tega vidika se mi zdi tale tožba, ki jo danes tlele obravnavamo, če bomo tole tožbo zgubili, bo po mojem mnenju to pomemben znak, da bo z Evropsko unijo prijal slej konc. Hvala lepa. Hvala lepa. Potem je težko še kaj dodati, prosim. Ja, izvoli. Čisto na kratko dve stvari, ker sem bil komentiran prej v zvezi s tem, da sem rekel, da čutimo, da je vlada. Bom ponovil, mi smo zdaj 3-4 leta bili v dnevnih, tedenskih, mesečnih stikih, da bi prepričali vlado, da je zahteva Evropske unije, da mi prodamo NLB v določenem času pod določenimi pogoji, da je pravzaprav pravno sporna, politično pa sovražna. Nismo dobili nobenega pravega odziva, pa so bile narejene študije, pa smo in tako dalje. Tako da, ko smo vaše stališče prebrali, gospa ministrica, smo bili zelo veseli, da ne bo nesporazuma. Drugo, to, kar je rekel evropski poslanec Šoltes, kako je včasih težko priti do nekaterih relevantnih podatkov v javnem denarju. Ne vam zaupam, da je pri nas to še težje, delam v organih, ki se za to borijo zdaj leta,
drugi tir, karavanški predori, Teš in tako dalje. In vse to ima skupni imenovalec. Vi rečete težave, sociologi temu rečemo nedemokratična oblast. To je to. In tretje je vprašanje, ki ga postavljam. Poglejte, za mene je ta tožba politično gledano sovražno dejanje. A je sposobna Slovenija, politika slovenska, o tem podiskutirati in če bi se strinjala, postaviti tezo. To je za mene z vidika ECB-ja, mislim ECB-ovo dejanje je za mene to sovražno dejanje do neke nacionalne skupnosti, nacionalne ekonomije, do neke države. To je oblika ekonomskega nasilja. In vsako ekonomsko nasilje je sovražno dejanje. Zato sem jaz prej rekel, pravniki boste pregledali, kako lahko teče po pravnih normah procedura. Jaz pa mislim, da se Slovenija ne sme odreči tudi politični usporednici tega dogajanja. Hvala lepa. No, v bistvu imamo dve sporočili za današnjo drugo združenje. Eno je to bolj politično, ki gre v smeri Evropske komisije, naj vendarle še enkrat razmisli, ali je res smiselno, da vloži tako tožbo. Druge so pa priprave za vsak slučaj, ki je zelo verjeten, da se bo treba spopadati pred sodiščem Evropske unije in da bo tukaj treba združiti vse strokovne moči za to, da ne bi pa tudi vso diplomatsko sposobnost in lobiranja in povezovanja z drugimi, da se ne bi zgodilo nekaj, kar bi bilo škodljivo za Slovenijo, pa tudi za prihodnost Evropske unije. Izvolite. Ja, se pravi, sklepni stavek. Tako. Zagotovo te priprave na morebitno tožbo, jaz nisem tako optimist, da se bodo premislili, so dobrodošle tudi v luči razprave Evropska unija, kakšna ne bo v prihodnje. Zagotovo smo tudi v letu evropskih volitev in prav je tako, da se o tem pogovarjamo, predvsem pa potem tudi v luči priprav našega predsedovanja. Ampak predtem pa bomo verjetno dobili tožbo. Zaenkrat predvidevamo, kaj bo vsebina tožbe. Mislim, da ne bo to toliko glede pristojnosti ali ravnanja naših organov. To je bila bolj kot obrazložitev Evropske komisije, tudi po moje, da je v evropski javnosti uprala svojo napoved tožbe, češ da slovenski organi niso sodelovali, kar ni res, so želeli sodelovati z Banko Slovenije, tudi z Evropsko centralno banko. Na drugi strani ni bilo ustreznega sogovornika, zato smo morali preko odredbe sodišča iti na ta način, da smo lahko dobili dokumente in šele ob tem zasegu so se začeli sklicevati na imuniteto arhivov Evropske unije, kar pomeni pa pomemben precedens tudi za vse ostale države, ali je res to, da bo Evropska centralna banka lahko enemu organu, ne le v Sloveniji, tudi v Nemčiji, v Franciji, v Španiji, rekla, kaj lahko leta preiskuje v svoji lastni državi. Jaz bi samo nadaljeval zaključni stavek v tem smislu, da očitek, da slovenski organi niso sodelovali, je zgrešen. Če se zdaj za konec lahko malo pošalim, slovenski organi so še preveč sodelovali, zato pa je vložena tožba. Ampak, dobro, če se vrnem na zaključno misel, jo pa usmeril predvsem v to. Predvsem tem, kar je kolega Pintar govoril in sovražnem dejanju in ekonomskem nasilju, vse se gre strinjati. Ampak po drugi strani pa mislim, da je ta tožba lahko tudi velika priložnost. Govorim tudi o tem, da tukaj pokažemo, kaj si mislimo o netransparentnosti, kaj si mislimo o vladavini prava in da skozi odgovor na tožbo pravzaprav postavimo temelje sporočil našega predsedovanja. Da želimo živeti v Evropi, ki zaupa v vladavino prava, ampak ne samo da zaupa, ki ga tudi zahteva. Da to pravo deluje za vse, ne samo za nekatere. In drugič, da pravzaprav zahtevamo brezpogojno transparentnost tudi za vse, ne samo za nekatere. Mislim, če bi na ta način postavili, ker to moram reči, zadnje čase v tej evropski družini zelo šipa. Ker pod vladavino prava vemo, kako širok je ta dežnik, kako
ogromno stvari spravimo pod vladavino prava. Govorimo se tudi o človekovih pravicah, o ostalih temeljnih vrednotah in načelih, na katerih sloni ta naša družina. In ravno zaradi tega mislim, da je dobro, da razumemo to tudi kot veliko šanso, da iz ene, kot pravijo, majhne države naredimo pomembnega borca za Evropo, ki si zavedamo, da skupaj kot Evropa lahko naredimo več kot vsak posamezen, ne glede na vse zidove in žice, ki postavljamo, ampak da ravno z sklicevanjem na delovanje sistema, kjer so pravila vnaprej jasna, določena in določljiva, lahko gradimo eno skupnost zaupanja. V nasprotnem primeru je pa bolj, da skupaj z Brexitom napišemo ločitvene postopke. Hvala lepa, jaz bi se rad zahvalil vsem, ki so prispevali k današnji razprave na okrogli mizi, še posebej panelistom, obema tukaj in tudi gospodu Šketi. A veste, ko greste v stavbo tožilstva, tako malo imate neprijeten občutek, pa razmišljate, a ste že kaj kdaj naredili kaj narobe in tako naprej. Ampak moram reči, da pri generalnem državnem tožilcu je bilo res prijetno, smo naleteli na neko odprtost in to ste videli tudi iz tega njegovega nastopa. Hvala vsem skupaj in nasvidenje.